Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Iranu. In ne, danes ne bomo govorili o iranski vojni, ki se je zgodila pred dobrim tednom. Danes bomo govorili na eno drugo pogosto postavljeno vprašanje. Zakaj danes Iran velja za sovražnika Zahoda? Tako ga pogosto predstavljajo ameriški in britanski politiki ter številni novinarji. Od januarja 2002 so Združene države Iran uvrstile v tako imenovano os zla. V tem govoru je ameriški predsednik George Bush poleg Irana omenil še Irak in Severno Korejo kot države, ki naj bi ogrožale svetovni mir. Vendar ni bilo vedno tako. V 70 letih 20. stoletja je bil Iran pravzaprav tesen zaveznik Zahoda. Zato se postavlja vprašanje, kaj se je zgodilo, da so se odnosi tako dramatično spremenili. Kot pogosto v zgodovini so pri tem pomembno vlogo igrali posegi Velike Britanije in Združenih držav v notranje zadeve drugih držav. Iran, kot že vemo, je ena izmed najstarejših civilizacij na svetu. Večino svoje zgodovine je bil znan kot Perzija. V 18. stoletju se je oblikovala moderna iranska država pod vladavino dinastije Kadžar, ki je leta 1789 prevzela oblast. Leta 1796 je bil aga Mohamed Khan Kadžar kronan za šaha Irana. Država se je razvijala skozi 19. in 20. stoletje, vendar je bila pogosto ogrožena zaradi širjenja ruskega imperija. Med Prvo svetovno vojno je Iran postal prizorišče spopadov med Osmanskim cesarstvom, Britanci in Rusi. V tem obdobju je umrlo približno 2 milijona perzijskih civilistov, predvsem zaradi armenskega genocida, ki so ga izvajali osmanski Turki, ter zaradi velike lakote v Perziji med letoma 1917 in letom 1919. Kadžarska vlada je postala zelo šibka in leta 1921 je bil izveden državni udar. Leta 1925 je bila vzpostavljena nova dinastija, Pahlavi. Novi kralj je postal Reza Šah, nekdanji vojaški častnik, skromnega porekla. Med Prvo svetovno vojno je vodil perzijsko kozaško brigado, ki je bila pod britanskim vplivom. S pomočjo te vojaške sile je prevzel oblast v Teheranu, kar je seveda ustrezalo britanskim interesom v regiji. V 30 letih je Reza Šah zelo občudoval Hitlerja. Seveda, Hitler je bil eden tistih zelo znanih avstrijskih slikarjev. Ampak on ga je cenil predvsem zaradi njegovega vzpona iz skromnih razmer do oblasti. To občudovanje je poslabšalo odnose z Britanci. Ko je izbruhnila druga svetovna vojna, je Iran ostal nevtralen. Tudi po nemškemu napadu na Sovjetsko zvezo leta 1941 so Britanci želeli oskrbovati Stalina z orožjem preko iranskega ozemlja. Ker jih je skrbel nemški vpliv v Iranu, sta Velika Britanija in Sovjetska zveza 25. avgusta 1941 skupaj napadli Iran. Saj vemo, preventivno. Iranska vojska se je hitro zlomila in Reza Šah je bil prisiljen abdicirati. Na prestolu ga je zamenjal njegov sin, Mohamed Reza Pahlavi. Britanci so sprva želeli vrniti na oblast staro dinastijo Kadžar, vendar je prebivalstvo podpiralo novega šaha. Po vojni je Sovjetska zveza postala glavni nasprotnik Irana. Sovjetske sile so zasedle dele severnega Irana in poskušale vzpostaviti separatistične komunistične vlade. Rdeča armada se je iz države umaknila šele leta 1946. Nato pa je iranska vojska ponovno vzpostavila nadzor nad severnimi provincami. V 50 letih je bila ključna gospodarska sila v Iranu anglo-iranska naftna družba, ki jo je v veliki meri nadzorovala Velika Britanija. Leta 1950 je bil izvoljen nacionalistični predsednik vlade Mohamed Mossadegh, ki je zahteval nacionalizacijo nafte. In to je povzročilo velik konflikt z Veliko Britanijo. Britanska obveščevalna služba MI6 in ameriška CIA sta vzpostavili operacijo Ajax, načrt za strmoglavljanje Mossadeghove vlade. Leta 1953 je bil izveden državni udar, v katerem so s podkupovanjem vojaških častnikov in političnim pritiskom odstranili Mossadegha z oblasti. Šah se je vrnil na oblast. Mossadegh pa je bil aretiran ter zaprt.
Po državnem udaru so zahodne naftne družbe ponovno dobile velik vpliv nad iransko nafto. Šah se je predstavljal kot modernizator države. Uvedel je številne reforme, znane kot Bela revolucija. To je vključevalo zemljiško reformo, pravico žensk do volilne pravice ter modernizacijo gospodarstva. Vendar so se proti njegovim reformam uprli verski voditelji. Ta je trdil, da šah deluje kot ameriška in izraelska marioneta, ter da reforme ogrožajo islam. Po protestih in nemirih je bil Homeini izgnan iz države. V 70. letih je Iran doživljal gospodarsko rast zaradi visokih cen nafte. Šah je vlagal v infrastrukturo, izobraževanje in zdravstveni sistem. Kljub temu je njegova oblast postajala vse bolj avtoritarna. Opozicija pa je zato zelo rasla. Leta 1978 so po državi izbruhnili množični protesti proti režimu. Šah, ki je bil hudo bolan za levkemijo, ni bil več sposoben učinkovito voditi države. Vojska je v nekaterih primerih nasilno zatrla protestnike, kar je samo še povečalo nezadovoljstvo. Januarja 1979 je šah zapustil Iran. Kmalu zatem se je iz izgnanstva vrnil ajatola Homeini. Marca 1979 je bil izveden referendum, na katerem je 98% volilcev podprlo ukinitev monarhije in ustanovitev Islamske republike Iran. Homeini je postal vrhovni voditelj države. Od takrat so odnosi med Iranom in Združenimi državami zelo napeti. Iran se je kmalu zapletel tudi v vojno z Irakom pod vodstvom Sadama Huseina, šah pa je po odhodu iz Irana živel v izgnanstvu v več državah, med drugimi v Egiptu, Maroku, Združenih državah in v Mehiki. Leta 1980 pa je umrl v Egiptu in je pokopan v Kairu. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.